Najprej, glede vašega doktorata, torej na Facebooku ste objavili dokument o opravljenih obveznostih na doktorskem študiju. To je ta dokument. Torej, opravili ste obveznosti prvega in drugega letnika, torej tretjega letnika pa ne, doktorata nimate, drži? No, to je dejstvo, da omejeni ljudje ne smejo dostopati neomejeno na internet. Tole dokazuje, da sem opravil vse obveznosti in da mi manjka samo še zagovor doktorske disertacije. To je edina obveznost tega tretjega letnika. Pravzaprav ne drži. V tretjem letniku, prosite, ker vas prekinjam, v tretjem letniku imate še 2 obveznosti, ampak ste opravili nič nekaj. Gre za zagovor doktorske disertacije, s čimer se šteje za izdelavo in doktorat. Jaz sem jo spisal in v tem momentu je pač nisem zagovarjal samo zaradi enih nesoglasij z doktorsko komisijo. Pazite, sam nekaj, da vam povem. Jaz sem leta 2014 na svojem privat profilu objavil, da obiskujem doktorski študij. In to je to dejstvo. In to vsi računalniško pismeni ljudje razumejo, razen pač določenih, ki mi to učitajo. In dejstvo je, da jaz nikdar se nikjer nisem predstavljal kot doktor. Dovolite, da odgovorim na vprašanje. Hvala. Jaz se nikdar nikjer nisem predstavljal kot doktor znanosti, celo kot magister ne, ker mi je to pravzaprav nepomembno. Če je to edini greh, ki ga imate za očitati, sem prekleto zadovoljen. Jaz vas sprašujem, zakaj imate na Facebook profilu napisano doktorat Filozofske fakultete, če nimate tega doktorata? Morate vedeti, da sem videl na privat Facebook profilu, ki je sicer zabavnega karakterja, mi je Facebook sam napisal, da sem digitalni kreator, kar v resnici nisem. Ampak to ne pomeni, da se predstavljam kot tak. Jaz se nikoli, nikjer nisem predstavljal svojo izobrazbo, razen tam, ker sem se formalno mogel, sploh pa ne z doktoratom. Če nekdo označi, gospa, da si študent določenega faksa ali pa nečesa, to ne pomeni, da si doktoriral. Ampak vi nimate napisano, da ste študent. Točno to je napisano. Ne, piše doktorat. Ne, prosim vas. Piše doktorat, se pravi, da študiram na doktorskem študiju Filozofske fakultete. Ki ga boste opravili, ga boste končali? More biti, ko se bom tako odločil. Poglejte, gospod Stevanovič, v zadnjih dneh se veliko govori o vaši preteklosti, nekaj smo slišali tudi v prispevku, pa me zanima takrat, ko se pogovarjamo o tem, da novinarjev nastopate zelo agresivno. Zakaj? To ne drži. Ne drži? Ne drži. Jaz nikoli v življenju do nobenega novinarja nisem nastopal agresivno. Sploh nimam te namere, zato ker nimam slabe vesti. Oba dva veva, da sva 1 uro nazaj gledala Tarčo, ker je bilo jasno izkazano, koliko mediji dobijo denarja za to, da promovirajo trenuten režim. In točno v tem momentu to počnejo zoper mene. Verjetno so mediji, ki dobivajo denar, ampak mediji, ki raziskujejo preteklost politikov, ki se zdaj pojavljajo. V Sloveniji so dobri raziskovalni novinarji v številnih medijih, opravljajo izjemno delo. To sta edini 2 stvari, na kateri sem ponosen v celi tej zgodbi. Prvo je moja preteklost, ker kljub vsemu temu denarju, ki so ga dobili, da raziščajo vsako sekundo mojega življenja, so najdeli 2 denarni kazni 25 let nazaj, davno izbrisani, navedelo enemu prispevku 4 laži, obenem pa sem ponosen, da obstaja preiskovalno novinarstvo, resno, ampak mi je žal, da se ukvarja s preteklostjo 18-letnega fanta, ne pa z aferami, kjer spozi 3,5 milijarde evrov na leto v Sloveniji skozi korupcijo. In danes smo poslušali, kako izgine tam 1,4 milijona, tam 2 milijona, tam 3 milijone. Mi se pa ukvarjamo s tem, kaj je počel 25 let nazaj, 18 let. Pa se ukvarjava še s tem, kaj boste počeli, če boste prišli v vlado oziroma v parlament. Tukaj se pa strinjava. Samo še to dodam. Na volitvah se ne bo glasovalo o moji preteklosti, ampak o prihodnosti Slovenije. In samo z resnico v vladi je ta lahko svetla. Glasovalo se bo o vseh kandidatih. Ste se v zadnjem 2 3 tednih srečali s katerimkoli strankarskim prvakom in se pogovarjali o sodelovanju? Ne. Če bi se začeli pogajati, če bi vstopili v parlament in bi se začeli pogajati o vstopu v vlado, kaj bi bile vaše ključne zahteve, poleg izstopa Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije in boja proti korupciji? Boj proti korupciji je prva točka. To je tudi razlog, zakaj se je režim stresel, zaradi tega, ker je jasno, da večina medijev živi od korupcije. Druga stvar je seveda čim večja suverenistična pozicija, se pravi tisto, kar je najboljše za Slovenijo, je lahko samo sprejeto v Sloveniji. Tretja stvar je ugodno davčno okolje, zaradi tega, ker bi na ta način lahko ljudem dvignili plače, lahko bi dvignili pokojnine, lahko bi spodbujali gospodarstvo, lahko bi spodbujali tuje neposredne investicije in pa seveda vse ostalo, kar pa še zraven, se pravi optimizacija javne uprave, potem
v vsakem primeru Vas konkretno zmanjšanje zanima notranje čakalnih vrst. ministrstvo. Zakaj? Zaradi tega, ker bi tam najlažje točke, najlažje bi dosegel to, da sprovedemo točke našega programa. V prvi vrsti to korupcijo in to je tudi razlog, zakaj se v bistvu v tem momentu ta režim najbolj trese. Ker vejo, da se bo s korupcijo prenehalo. Ukinili bi KPK, Komisijo za preprečevanje korupcije, preselili bi to na tožilstvo. Zakaj bi bila ta selitev boljša za boj proti korupciji? Zato, ker ima tožilstvo neko neposredno izvršilno moč. Medtem, ko je pa Komisija za preprečevanje korupcije nima. Mi smo zdaj videli tudi v zadnjih primerih zoper premijerja Goloba, da gre za brezobega tigra, ki izdaja samo načelna mnenja. Se pravi, tamle so ljudje zaposleni izključno zaradi tega, da imajo svoje službe. Mi potrebujemo resne, represivne organe in pa preventivne organe na področju korupcije, ki bodo to korupcijo v Sloveniji za večno ustavile. Glede na to, da mi moramo vedeti, da je to največja rak rana naše države. 3,5 milijard evrov skozi korupcijo izpuzi na leto. Veste, kakšen je to denar? Vaša zaveza je, da ne boste šli v vlado, ki jo bo vodil Janez Janša. S kom še ne bi šli in s kom bi šli? Z nikomer, ki ne bi sprejel naših programskih izhodišč in z vsakim, ki bi sprejel naša programska izhodišča. Kdor sprejme naša programska izhodišča, ima možnosti, kdor jih ne sprejme, nima nas. 64% Slovencev po zadnji raziskavi Eurobarometra včeraj je bila objavljena, meni, da je članstvo Slovenije v Evropski uniji dobra stvar, 9% meni, da ne. Vi pravite, da boste preučili članstvo Slovenije v mednarodnih organizacijah, kot sta EU in NATO. Kaj to pomeni? Vstop Slovenije iz NATO? Glede na poznavanje anketnih raziskav v zadnjem momentu, mi ti procenti pomenijo popolnoma nič. Torej, vi temu ne verjamete tem raziskavam? Jaz verjamem referendumu in neposrednji demokraciji. Samo tako lahko ugotovimo voljo ljudi. Referendum o trenutnem članstvu Evropski uniji, ker celo mislim, da bi bil eventualno pozitiven, in referendum o morebitnem izstopu iz NATO, kjer bi se pa kopija lomila na pol, verjamete mi. Kateri evropski politiki so vam blizu? Fico, Orban. Predstavniki vaše stranke so imeli stike z ruskim diplomatom, ki je bil izgnan. Bi se Evropa morala začeti pogovarjati z ruskim predsednikom Putinom? Mi bi se mogli pogovarjati z vsemi. Mi moramo graditi mostove, ne zidov. Mi smo majhna, prelepa, čudovita država z odličnim geostrateškim položajem, ampak se moramo zavedati, da smo majhni in nimamo vpliva. In mi, ko se vmešavamo v tuje diplomatske in vojaške spore, mi nismo noben doprinos koristi, niti imamo sami kakšno korist. Lahko pa dobimo ogromnega sovražnika, tega pa ne potrebujemo. Mi moramo poskrbeti za Slovenijo, Slovenija najprej in izkoristiti popolnoma vse povezave, da bo nam dobro. Ker ne bomo mogli nikomor pomagati, lahko pa samo škodujemo sami sebi. A jaz prav razumem vaš odgovor. Vi bi torej se pogovarjali z ruskim predsednikom Putinom? Mi bi se pogovarjali z vsemi. Omenili ste nižje davke, odpravo nepremičninskega davka, tega Slovenija sicer še ni uvedla. Kaj bi to pomenilo za prihodke države in če ste lahko konkretni, katere 3 konkretne proračunske postavke bi črtali, ker bi bilo v državni blagajni seveda manj denarja? Ne bi ga bilo manj. Kdor je malo ekonomsko pismen, mora vedeti, da z nižjimi davki, jaz bom popolnoma plastičen, ko ti zmanjšaš recimo davke in prispevke na plačo in zmanjšaš ceno dobrin in storitev s tem, da znižaš davke, povečaš potrošnjo. To je logika ekonomska. To je v vašem programu. Ja, in ob tem, ko povečaš potrošnjo, povečaš denarni obtok, povečaš cash flow. Upate, da bo potrošnja večja in se bo potem več nabiralo? Seveda, ampak to je vedno tako zaradi tega, ker se v določenem času poveča potrošnja, država pobere več denarja, ampak na prijazen način. Samo še to povem. Ampak veste, zakaj tega nikoli nikogar ne zanima? Ker nihče ne gleda dolgoročno. Vsi gledajo samo na kratek rok, ker vejo, da bo vlada trajala od 2 do 4 leta in v tem času hoče pokrasti čim več. In še 5 vprašanj dali, ne, prosim za kratke odgovore. Podpirate omejitev družbenih omrežij za mlajše od 15 let? Ne. Samo moramo obrazložiti, se upravičujem. Zelo na kratko. Ja, zaradi tega, ker gre samo za povečevanje nadzora nad ljudmi. Tudi mi smo kot mali gledali filme, kjer so se streljali, pa se zato nismo zunaj streljali. Gre samo za to, a otrok ve, kaj je prav, pa kaj je narobe. Ste za obvezno služenje vojaškega roka? Ne, spet moramo obrazložiti zaradi tega, ker če bi me to vprašali 3 ali pa 4 leta nazaj, bi mogoče celo rekel ja. Zdaj pa vem, da gre za šolanje naših fantov, za umiranje v tujih vojnah in zato ne. In samo še za eno vprašanje, imam čas, bi podprli pridružitev Slovenije odboru za mir, ki ga je nedavno ustanovil ameriški predsednik Trump? Da.